In tle je tisto, če želiš biti resnična elita, je tamle en slajd, ki ga belga medveda z pingvinom, včasih treba narediti kaj norega in potem bežati, ko hudiš. Včasih si je treba mečken malo upati in vztrajati. Ko si na izpostavljeni funkciji letijo strele. Veliko je laži. Filozofi smo bili sicer elita, ampak to malo ta čudno, nismo bili čisto redni. Moram pa povedati, da smo imeli recimo na filozofski fakulteti 50 profesorjev, bilo jih je več, nekaj je 200, ampak bo lažje računati. 50 profesorjev, od teh vsi so bili seveda doktori znanosti, eni srednji, eni redni, eni že zaslužni profesori, ampak elita jih je bilo pa 5, ki jim ni bilo treba reči tovariš profesor, ki si jih lahko klical po imenu, ali pa si jih vikal, ali pa jih nisi. To jim je bilo popolnoma vseeno, ker so imeli neko avtoriteto personalno. Bili so gospodje, takrat, ko je bil še socializem. Kako neresnične so naše elite, potem vemo mi na komisiji. Zdaj pa probleme najdemo v vsakem sistemu posebej, to masovno. Tis, kar nas moče pa to, da katerikoli sistem pogleda malo bliže, so problemi, to hudi problemi. Sedaj potem se začela prične sprašovati, kje pa so te naše elite. Tisto, kar mi sada vidimo v časopisih, v televiziji, to ni elita. Jaz vedno bolj sem prepričan, da prave elite so ljudje, ki so takšni, kot je prej Leko rekel. To so ljudje, ki jim je čisto vseeno, kako jih kdo kliče, kako, s kakšnim spoštovanjem se kdo vede do njih. To so ljudje, ki so res voditelji. Vsi delamo vse stvari izključno zase. Ljudje smo egoistična bitja. To je najbolj, da čim prej priznate na glas vsem okrog sebe. Elitisti običajno to delajo na račun drugih, tisti, ki pa to niso elitisti, pa druge pstijo živeti, vračajo. Če nekdo, ki je star 25 let, sedi v avtu za 130 000 evrov, pa ga ne poznaš, potem je nekaj sumljivega.